Dober dan. Dober dan. Kakšno je stanje na slovenskih cestah? Pa zdajle mislim, da kar v redu, takrat, ko pa so obnove v polnem teku, je pa seveda gneča malo večja, pa malo več zastojev, zato pa smo tudi vinjeto v letošnjem letu podaljšali za 4 mesece. Ja, ste pa tudi ljudi lani močno razburili z izjavo za N1, da so za takrat neznosne zastoje krivi vozniki osebnih vozil. Takoj so vam očitali, da nimate stika z realnostjo. Potem ste jim nekako še svetovali, naj se vozijo izven prometnih konic. Bi rekli to še enkrat s položaja ministrice pristojne za to, da uredi prometno infrastrukturo in da avtoceste ne spominjajo na parkirišča? Glejte, dejstvo je, da ko se obstoječe ceste obnavljajo, se jih ne da drugače obnavljati, rekonstruirati kot pod prometom. Se pravi, je treba na nek način omejiti en del prometa, da lahko infrastrukturo obnovimo. Bi rekli to še In enkrat? dejstvo je, da je na naših avtocestah, kljub temu, da se mogoče zdi drugače, mnogo več osebnih vozil kot tovornih. Ali bi rekli, da se pri izgradnji prometne infrastrukture v Sloveniji krade? Ne bi rekla. Ste prepričani? Mislim, a sem prepričana ali ne, jaz lahko povem, da mi na MZI-ju ne krademo. Kaj pa bi potem opredelili kot največjo težavo pri res počasni izgradnji prometne infrastrukture? Ponekod recimo cestne povezave čakajo tudi že 30 let. Umeščanje v prostor in pridobivanje dovoljenj. In to je stvar, ki se jo bomo res morali lotiti takoj v naslednjem mandatu. In to sem tudi že večkrat povedala. Zakaj pa tega niste uredili že v tem mandatu? Zato, ker je treba spremeniti zakonodajo, nekateri pa pravijo, celo pravniki govorim, da bo treba iti v spremembo ustave. Tukaj pa se veste, ustava se spreminja s tresočo roko in bo treba kar en tak širši družben dogovor poiskati. Ampak jaz mislim, da zasebni interes nikogar ne more biti pred javnim. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Slabo, absolutno nekaj, kar bi bilo mnogo bolje, da se ne bi zgodilo in že ima, da ne bom rekla, bo imelo posledice ne samo za Slovenijo, za Evropo, ampak pravzaprav za cel svet. Bili ste prva in do zdaj edina ženska na položaju predsednice vlade v Sloveniji. Če bi bili premierka v tem mandatu, vi česa Golobova vlada ne bi naredila? Ne vem, pravzaprav sem članica vlade, potrdila vse odločitve, mislim, da niti pri eni stvari nisem glasovala proti. Smo pa nekaj stvari usklajevali dlje, nekaj manj. Tako da vsebinsko mislim, da ni take stvari. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Matjaž Han in Luka Mesec. Zakaj? Ne vem, jih imam že kar nekaj časa, 15 let sem v slovenski politiki in sodelujemo, dobro se poznamo, ne mislimo o vseh stvareh enako, ampak smo pa, ali pa znamo najti skupne točke, tiste, ki so dobre za državo. In jaz sem prepričana, da smo v tem mandatu našo državo postavili nazaj na pravo pot. Če pogledamo, 3 desne vlade smo imeli v 20 letih. In za vsako desno vlado je v državi ostala kaos ali pa katastrofa. Kaj pa najbolj cenite pri Janezu Janši? Pa, da je vztrajen. V bistvu 20 let vztraja v politiki, pa prav 30, se opravičujem, pa prav nekih velikih uspehov ali pa veliko dobrih stvari za državo na žalost ni uspel narediti. Končajte stavek. Če bi na loteriji zadela milijone, bi? Živela naprej tako, kot živim. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? Še vedno ta, kjer danes živim, to je stanovanjska hiša, dvojček, seveda s posojilom, oba z možem. Če bo dodana vrednost na zaposlenega 100 000 evrov ali več, bomo vsi živeli bolje. Svoboda je napovedala, da bo v naslednjem mandatu to dosegla. Zakaj pa niste že v tem? Glejte, večkrat smo že povedali, da se vsega ne da narediti v enem mandatu. Imeli smo največje poplave v zgodovini naše države, energetsko krizo in konec koncev, ko smo prevzeli mandat, najvišjo inflacijo v zadnjih 15 letih. Z vsem tem se je bilo treba spopasti, tako da se vseh stvari ne da narediti naenkrat. Verjamete v Boga? Ne. Podpirate splav? Da. Ali menite, da je treba vsebine vplivnežev na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam in kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki?
Ja, jaz mislim, da absolutno podpiram svobodo govora, ampak moja svoboda govora se konča tam, kjer nekoga s tem prizadenem. Se pravi, ja, absolutno vsak odgovarja za svoje besede. Tudi kritiko se da povedati na lep oziroma normalen način. Žalitve ne spadajo ne v medije, ne na splet, grožnje ne spadajo ne v medije, ne na splet in seveda tudi ne v normalen pogovor. Ampak mi, a veste, odgovarjamo za to, kar objavimo, za naše vsebine, vplivneži na spletnih omrežjih pa lahko objavijo karkoli pa... Jaz pravim, da vsak človek, zdaj a je vplivnež ali pa ima 1000 sledilcev, mora odgovarjati za svoje besede in svoja dejanja. Končajte stavek, zvestoba je zame. To, da sem zvesta sama sebi, svojim vrednotam celo življenje, da ne spreminjam tudi politične smeri. Torej na vprašanje, komu ali čemu ste najbolj zvesti, je odgovor? Sama sebi. Hvala lepa. Hvala.